Razpis z mnogoterimi napakami, razpis za opremo nove hematologije, ker je stara, smrtno nevarna, zato se mudi na vso moč, a neuradnikom na ministrstvu, ti se raje igrajo in to debelo leto. Razlag razgrinja nekdani prvi mož računskega sodišča Igor Šoltes, pa ni prav na pretek, ne. So predvsem razpisne dokumentacije tiste in pa mogoče tudi vnaprej že izbran ponudnik, še preden se začne postopek. In to so razlogi, ki potem pripeljejo, bom rekel, do vseh teh težav, tudi do različnih podaljševanj postopkov. Žebljica na glavico, torej, kajti prvi razpis za hematološko opremo je, razkriva Roman Šumak iz družbe Molière, spisan povsem po meri enega samega ponudnika in zato revolt in glej. So nam odgovorili, da je bil resnično razpis diskriminatoren in so ga popravili v 5 pozicijah. Čas pa medtem beži in še hitreje odrsa mimo, ko uradniki čim dobijo 2 ponudbi, hop z dokumentacijo v omaro in to zaklenjeno za skoraj 3 mesece. Razlog pa sklepamo, ker nižjo ceno ponudi Molière in ne Sanolabor. No in medtem, ko si kupujejo čas, iščejo dlako v jajcu in jo najdejo v Molièrjevih posteljnih ograjicah, o čemer spišejo pritožbo s poudarkom na pozor estetskem videzu ograjice. In da je mera polna to ograjico, so zaradi pritožbe konkurenta, da je enaka njihovi, Molièrjevi pravzaprav že spremenili. Se tehnično postelja kvalitativno ni spremenila v celoti in v popolnosti ustreza razpisnim tehničnim pogojem naročnika. A ministrstvo Molière vseeno izloči iz igre in zato je tu nova pritožba k državnim revizorjem, ki naposled traje ugodijo uradnikom, ki so eno leto zavlačevali in jim dovolijo, da lahko, še preden bo znana odločitev, kdo je grešil in kdo ima prav, podpišejo pogodbo s Sanolaborjem.